Gospod župan, lepo pozdravljeni v tokratni prvi jesenski oddaji županovega kabineta. Lep pozdrav tudi vam in pa seveda prav tako pozdravljeni spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Za začetek se dotakniva nedavne seje. Glavne točke so bile seveda proračun in pa stanje na računu po prvem polletju, če lahko temu tako rečemo. Ja, mogoče, če začnemo pri tem slednjem, lahko rečem, da so občinske finance stabilne, tudi pregled, se pravi, porabe sredstev, tako na, se pravi, strani odhodkov, kot seveda pridobitev sredstev na strani prihodkov, kaže na, se pravi, ustrezen okvir. Sicer je ta delno pod 50% za 6-mesečno obdobje, vendar vemo, da kakšni so trendi prilivov, da se te dejansko so neki bolj intenzivni ob koncu leta. Tudi odhodki so bolj intenzivni, ampak glede na te trende lahko rečemo, da je, se pravi, bil načrt proračuna pa potem rebalansa na ustreznih osnovah in da bomo poskušali, da bomo tako tudi zaključili letošnjo proračunsko leto. Upam, da tudi, če bo vse poseženo, potrebno kakšnega rebalansa proračuna. Pri načrtu za prihodnje leto pa seveda zagotovo smo sloneli na res zelo razvojno oblikovanem proračunu, saj ta je tudi na prihodkovni strani eden izmed res najvišjih doslej, kar 25,5 milijonov. Seveda temu primerno tudi na odhodkovni strani. Res je, da načrtujemo tudi zadolžitev, vendar ta zadolžitev v vsakem letu je manjša od odplačila, se pravi, obveznosti za glavnice, tako da vsako leto tudi občina ustrezno znižuje višino zadolžitve občinskega proračuna. Glavni poudarki pa so seveda v prihodnjem letu tudi glavne investicije, od, se pravi, gradnje satelitskega urgentnega centra, kot, se pravi, tista ključna investicija v prihodnjem letu, zaključek prve faze kanalizacije Kresnice, potem so pa tukaj začetek 3 kohezijskih projektov iz dogovora za razvoj regij, se pravi, širitev vodovoda Litija-Šmartno, dograditev kanalizacije Litija in pa izgradnja novega mostu oziroma kolesarske brvi čez reko Savo tukaj v mestu Litija. Potem so pa seveda tukaj še drugi projekti, predvsem so tukaj projekti športne infrastrukture, se pravi, nadaljevanje izgradnje športnega parka v Praproščah pri nogometnem igrišču v Litiji, pa seveda potem začetek, se pravi, izgradnje šolske dvorane na Dolah nad gasilskim domom, medgeneracijskega središča v Gabrovki in seveda potem še ostala paleta, ureditev cestne infrastrukture, začetek izgradnje vodovoda Gobnik in da ne naštevam, dejansko cela paleta projektov, ki bo zagotovo pomenilo kar zelo pomembne naloge za, bi rekel, izvedbo zastavljenih ciljev v letu 2026. Cilji so kar veliki. Poletje je za nami, bilo je tudi pestro, tako kar se tiče raznih projektov kot dogodkov in podobno. Katere so bile tiste ključne zadeve, ki so se dogajale v vaši občini med poletjem? Ja, zagotovo, tako kot vsako leto, je mesec junij izjemno bogat z različnimi prireditvami, ki so predvsem orientirane na praznovanje tako občinskega praznika, potem je tukaj konec šolskega leta, pa seveda tudi festival skupnosti, kjer na nek način naredimo pozdrav poletju. Vsi dogodki so bili izjemno kvalitetno organizirani, tudi dobro obiskani. Še posebej mislim, da smo imeli zelo dobro srečo z vremenom. Ni bilo kakršnihkoli odpovedi prireditev.
Nekaj več težav smo imeli potem pri se pravi slovesu od poletja, pri slovopoletju, kjer smo za eno kombinacijo, se pravi zadnji plesni dogodek, se pravi plesni spektakel, če bi temu tako rekel, se je mogel res potem prestaviti na zadnji avgust, nedeljo, vendar tudi ta predstavitev je bila zelo uspešna, tako da dejansko moram reči, da so se pravi izjemno dobro obiskani dogodki preko celega polletja, zelo lepo popestrili družabno in pa ostalo dogajanje tako v mestu kot v občini Litija. In jaz bi še enkrat izkoristil to priložnost in se zahvalil vsem organizatorjem za izjemno požrtvovalno delo in dobro izvedbo posameznih prireditev. Pri projektih pa seveda jih je bilo mnogo, ki jih je bilo, se pravi, ki so se izvajali tekom samega poletja, predvsem mogoče izstopa zaključek obnove športne dvorane v Litiji, ki je dejansko, ker smo izkoristili ta poletni čas za to prepotrebno obnovo tako podov, obloh, kakor tudi sanacije tribun in pa ostalih, se pravi spremljajočih del, ki so bili v zvezi z osnovnim namenom obnove tudi povezani. Poleg tega je bilo tukaj cela paleta modernizacije cestnih odsekov v občini Litija, pa seveda nadaljevanje projekta prve faze kanalizacije Kresnice, ki se v letošnjem letu intenzivno izvaja. Pripravljali smo potrebno projektno dokumentacijo, razpisne postopke za izbiro izvajalcev, predvsem pri se pravi izgradnji satelitskega urgentnega centra, bili uspešni v prvem postopku za izbiro izvajalcev, prav tako tudi športnega parka v Praproščah, kjer se bodo dela pričela v teh dneh, zunanje ureditve igrišča v Hotiču in seveda pripravljali ustrezno dokumentacijo za posamezne razpise, se pravi vzgojno-izobraževalni objekt na Dolah je eden izmed, se pravi, takih osnov, pa seveda vsi trije kohezijski projekti, ker se vodijo zdaj zaključna dela priprave za, se pravi, pripravo vlog, ki jih bomo posredovali tja do konca letošnjega leta. Lahko mogoče še kako besedo več nameniva tem trem kohezijskim projektom, torej sedaj se izpolnjujejo razne vloge zanje. Ja, predvsem je tukaj na eni strani izdelovanje vlog, dokumentacije za same vloge, drugo pa seveda dokumentacije za pridobitev pravice gradnje. Moram reči, da smo pri vodooskrbi pridobili večji del že, se pravi pravice gradnje, se pravi gradbenih dovoljenj že za 2 faze, druge 2 faze pa so čisto v zaključni fazi, tako da bomo v teh dneh že vložili 3. fazo, čez dobra 2 meseca še zadnjo 4. fazo, tako da bomo imeli potem, upam, v začetku leta že gradbena dovoljenja za celoten projekt. Pri kanalizaciji pričakujemo, da bomo ta postopek zaključili do konca letošnjega leta. Pri mostu pa smo še malo bolj oddaljeni, tukaj je zdaj postopek za, se pravi, pridobitev tiste izdelavo osnovne dokumentacije, se pravi tako DGD projekta kot potem v nadaljevanju PZI projekta, za katerega pa računamo tudi, da bomo v prihodnjem letu pridobili gradbeno dovoljenje. Trenutno poteka urejanje v okolici vrtca Najdihovica. Kaj vse se bo uredilo? Ja, ob gradnji vrtca Najdihovica se je gradil tudi
v neposrednji bližini nov stanovanjski blok. Zato je bilo takrat nemogoče zaključiti ta tako imenovani vzhodni trak zunanje ureditve, ki predvsem je pomenil, da se ustrezno uredi že ena taka dobro uporabljena, takrat je bila seveda še po samem travniku, peš pot, ki je povezovala eno bližnjico južne soseske Rozmanovega trga z centrom mesta Litija, prav tukaj mimo vrtca Medvedek. In zato smo pri samem načrtovanju projekta Vrtec Najdi Hojca predvideli eno tako povezovalno pot, se pravi opremljeno z določenim številom klopc, se pravi koškov za smeti, in na koncu te poti pa seveda ustrezno urejeno, manjše, vendar urejeno otroško igrišče, ki bo dejansko ena pomoč osrednjemu otroškemu igrišču, ki je že na Rozmanovem trgu v središču, pa seveda eno tako manjše igrišče še na zgornjem delu. Vendar se mi zdi, da gre za eno dobro dopolnitev tovrstne infrastrukture, ki bo zagotovo v veliko veselje naših najmlajših, pa seveda tudi njihovim staršem in ostalim uporabnikom se lepo sprehoditi po tej potki, mogoče še kaj poklepetati z svojimi znanci, prijatelji in tako naprej. V teh dneh pa se začnejo dela na eden izmed bolj pomembnih projektov, tako za občino Litijo kot sosednjo Šmartno pri Litiji, in sicer začetek del na satelitskem urgentnem centru. Ja, v začetku oktobra se bo tudi pričela dela se pravi sama gradbena dela na tem projektu. Res bo ta projekt nas spremljal približno dobro leto dni, do konca prihodnjega leta. Vključuje dva sklopa. Eno je satelitski urgentni center, drugo je pa nadgradnja prostorov za potrebe zdravstvenega doma Litija. Se pravi, poleg satelitskega urgentnega centra, ki bo v prvi etaži, bomo še objekt nadzidali z drugo etažo in s tem pridobili dodatne poslovne prostore za potrebe zdravstvenega doma. Seveda bomo pridobili za to tudi vire financiranja iz 4 sklopov. Osnovni je zagotovo vir financiranja z Ministrstva za zdravje. Tukaj načrtujemo, da ne bi pridobili dobrih 2,5 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Občina Litija naj bi k temu projektu pridodala dober 1,5 milijona, približno okoli 350 tisoč evrov občina Šmartno, preostali del pa seveda še zdravstveni dom za svojih lastnih virov, tako da pričakujemo, da bo investicija, ki je vredna tam približno 4,5 milijona, tudi ustrezno finančno se zaprla. Korakali smo v jesen, s tem lahko rečemo, da se je pričela sezona gobarstva, pohodništva in podobno. Tukaj v Litiji pa je čezdalje večji problem, so medvedi. Ja, res je, da imamo na vzhodnem delu občine, se pravi na Dolah, stalno prisotne medvede. To je že kar stalnica, pa mogoče še v neposrednji bližini še potem delno Gabrovka, Polšnik. Vendar letos smo opazili, oziroma so občani opazili medvedko z mladiči, pa na relaciji, se pravi Štanga, Golišče, Vače, Tolsti vrh. Zato je verjetno na mestu, kjer je tudi sezona gobarjenja in pa kostanja in tako naprej, da če občani le vidijo, se pravi zasledijo medveda, da mogoče v tem pa le pokličejo na, se pravi, aplikacijo Medvedofon.
in s tem dejansko, da naredimo nekaj več za preventivo. Hkrati pa je mogoče tudi priporočilo, da ob takih stikih ne vznemirjamo, se pravi, živali, ker mogoče s tem največ naredimo in se ustrezno umaknemo za, se pravi, svojo varnost. Gospod župan, najlepša hvala za vse te informacije. Hvala tudi vam in želim vse dobro vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem.